Modri z vzhoda. Sveto pismo pripoveduje, kako je Bog razodel svetu, da se je na zemlji rodil njegov sin. Trije modri možje v daljni deželi na vzhodu, ki so ob jasnih večerih preučevali zvezdnato nebo, so bili presenečeni. Na nebu se je pojavila velika svetla zvezda. Rodil se je kralj, so rekli, pojdimo se mu pokloniti. In osedlali so svoje kamele ter pripravili dragocena darila. Odpravili so se na dolgo potovanje za zvezdo, ki jim je ponoči kazala pot. Ko so prispeli v Jeruzalem, so se najprej odpravili k Herodu. Bili so prepričani, da se je novi kralj rodil na kraljevem dvoru. Kralj Herod in ljudje v Jeruzalemu so bili zaskrbljeni. Herod je brž poklical k sebi velike duhovnike in učitelje postave in jih povpraševal, če je kje v svetem pismu omenjen kraj, kjer bo prišel na svet Kristus odrešenik. Povedali so, v Betlehemu bo rojen. Herod je bil kralj judovskega ljudstva. Hotel je biti edini vladar v Judeji. Ko je izvedel, da je Bog poslal na zemljo novega kralja, je postal zelo jezen in ljubosumen. Herod je povprašal modre može z vzhoda, kdaj so prvič opazili zvezdo. Nato jih je poslal v Betlehem, da poiščejo tega otroka. Ko ga boste našli, je še zvito pristavil, se vrnite in mi sporočite, da se mu grem tudi jaz pokloniti. Tako so se modri možje odpravili proti Betlehemu. Zvezda se je ustavila nad eni izmed hiš. Ko je Marija odprla vrata, je bila presenečena nad tako pomembnim obiskom iz daljne dežele. Modri so povedali, da iščejo novorojenega kralja. Vstopili so, pokleknili pred Jezusa in mu izročili svoja darila. Vedeli so, da je on obljubljeni odrešenik, zato so zanj pripravili prav posebne darove. Zlato kot velikemu kralju, kadilo kot pravemu Bogu, ter miro, dragoceno mazilo, s katerim so v tistih časih mazilili kralje, ki so umrli, da njihovo telo ni strohnelo. Ko so se modri hoteli vrniti, se jim v spanju prikaže angel in jih posvari. Nikar ne hodite nazaj k Herodu, kajti on bo otroka iskal, da bi ga ubil. Kralj Herod pa je čakal in čakal, kdaj se bodo modri vrnili. In mu povedali, kje lahko najde od Boga obljubljenega novorojenega kralja, da bo poslal tja svoje vojake in se ga iznebil. Ni prenesel, da bi še kdo drug vladal v njegovem kraljestvu razen njega samega. Herod je preračunal, da od takrat, ko so modri možje prvič zagledali zvezdo, še nista pretekli 2 leti. Zato je naročil svojim vojakom, naj v Betlehemu pobijejo vse dečke, ki so mlajši od 2 let. Toda dobri Bog je po angelu sporočil Jožefu, da prihajajo vojaki, in sveta družina se je še pravočasno umaknila v Egipt, v sosednjo deželo, kjer kralj Herod ni imel oblasti. Tu so ostali na varnem vse do Herodove smrti. Nato so se končno srečno vrnili nazaj v svoj domači kraj Nazaret.